Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Keep Young and Fit, v kateri se bomo z dr. pediatrom Dušanom Kolaričem pogovarjali o težavah mladostnikov, ki se soočajo v njihovem razvojnem obdobju. Gospod zdravnik, dr. Kolarič, lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, kako bi na kratko na začetku opisali trenutno stanje zdravja otrok in mladostnikov in s kakšnimi težavami se torej soočajo mladostniki? Ja, težav je zelo dosti. Moram reči, da glede na moj delovni staž so težave, ki so danes prisotne, bistveno drugačne, kot so bile nekoč. Danes brez timske obravnave kliničnega psihologa, delovnega terapevta, logopeda, pedopsihiatra več ne gre. Pojavlja se nova patologija. Otroci so vrženi v situacijo, ki je bistveno drugačna, kot je bila nekoč, ampak da ne bi zdaj to gledali tako, kot da obujamo neke spomine na dogajanje izpred 20-30 let. Otroci so zlasti po epidemiji covida leta 2020 v bistveno drugačni situaciji, kot so bili predtem. Povečalo se je število otrok z psihološkimi težavami, z motnjami v prehranjevanju, številne druge patologije, ki jih opažamo pri otrocih, imajo več ali manj korenine v njihovi, psihični preobremenjenosti. Epidemija leta 2020 je pomenila, da lockdown, družba se je zaprla, otroci so ostali doma, bili so v krogu družine, sami se najbrž spomnite, da je bila cela populacija življenjsko ogrožena. Če se samo spomnimo situacije v Italiji, v severni Italiji, kjer se je v bistvu tale boom epidemije začel, ker so imeli probleme, kam z mrliči sploh, zato ker je bilo tako masivno. Seveda se je naša država odločila za drugo pot, zaprtje družbe, kar je pomenilo, da otroci niso bili niti v šoli, so bili doma. Bila je večja napetost glede epidemiološke situacije in seveda starši in otroci so neprestano opazovali, kaj se dogaja. Saj smo imeli vsi odprte televizorje. Duševna stiska je bila velika in po epidemiji pred nekaj tedni sem poslušal profesorja iz fakultete, iz DIF-a v Ljubljani, fakultete za fizkulturo, ki je definitivno opisal stanje, kakršno je somatsko zdaj, da so ti otroci iz tistega obdobja nenavadno hitro zrasli, da so višje populacije, da opažajo pri velikem številu teh otrok debelosti, se pravi prehranjevalni problemi, in to seveda potegne za sabo en kup stvari, ki so potem pa preložene na zdravstvo. Fizične sposobnosti teh otrok so bistveno slabše, kot so bile pred epidemijo. To se da iz zdravstvenih kartonov videti, zato ker ob sistematskem pregledu mi moramo neprestano sporočati Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in tam so na razpolago ti podatki tudi fakulteti za fizkulturo. In vse to nas je seveda zdaj privedlo do situacije, da reorganiziramo tudi svoje delo. Jaz sem sam izhajal iz zdravstvenega doma v Ormožu, kjer sem bil eden od vodij in moram reči, da sem takrat bil začetnik organizacije Centra za duševno zdravje otrok, Centra za krepitev zdravja, in je to steklo lepo, brez kakršnih koli dolgih čakalnih dob, zadeva je stekla. Seveda z meseci in leti se je vse to obrnilo. Jaz sem odšel v pokoj, zdaj sem tukaj kot pomoč in vidim, da bi bilo isto treba narediti tudi tukaj. Zato, ker mi je zelo žal,
ko naprimer pošljem na Center za krepitev zdravja otroka, ko se me mnenja in imam dokaze v rokah, da otrok ne boleha za kakimi boleznimi, ampak potrebuje psihološko podporo dietetika, podporo kineziologa, ki bi mu lahko pokazal pot rešitve. Ampak brez staršev pa ne gre nikjer, to moramo vedeti. Starši grejo enkrat, dvakrat, zdaj pa že vse vemo, potem pa je v bistvu pesem ista naprej. Otroci s prekomerno telesno težo so življenjsko ogroženi v kasnejšem življenjskem obdobju zaradi povišenega krvnega tlaka, možganske krvavitve, srčnega infarkta, drugih žilnih bolezni, razvoju ateroskleroze in seveda zaradi tega tudi visokega tlaka z razvojem sladkorne bolezni. To je en kup stvari, ki potegnejo zase in jih starši v tem časovnem obdobju svojega otroka ne morejo še razumeti. In to je za moja naloga jim to predočiti, jim to povedati. In moram reči, da z nekaterimi je prava milina sodelovati, ko vidiš, da sodelujejo. Pri drugih pa rečejo, v naši družini smo vsi debeli. Ja, pravim, debeli ste pa zato, ker imate take posode doma, jaz bi vas pa navadil rad na tako posodo. Ne? Se pravi, pomembna je količina vnosa kalorij, še več pa pomeni povečano fizično aktivnost. In to manjka otrokom. Kot ste mi prej povedali, da ni takšnega odziva, kot je bil na začetku na vašo oddajo, podpiram to, ampak otroci se naj igrajo zunaj, naj bodo zunaj. Naj ne ždijo nekje doma, not v sobi, z računalniki, z tablicami, s telefoni. Jaz imam samo vnuke in sem pred tedni bil z njimi na dopustu in vam rečem, da je to prava mora jih preusmeriti v fizično aktivnost. Ne? Čeprav so fizično zelo aktivni in se aktivno ukvarjajo s športom, ampak kako hitro je malo prostora, pa so že na elektronskih napravah. To jih je treba poučiti, naučiti. In tudi to, kot sem vašega sodelavca opozoril, kje ima telefon. Poglejte, to so nove aparature, katerih delovanje mi danes, dolgoročne posledice delovanja še ne vemo, ampak slej ko prej se bodo izkazale. Naj ne nosijo elektronskih aparatov spredaj v žepu, poleg svojih reproduktivnih organov. Če jih že mora imeti, naj jih ima zadaj. Tam ne bo take škode. In to vidite, je en cel ciklus teh dogajanj, ki se tukaj pri nas dogajajo. In zdaj z novo vodstveno ekipo mislim, da bomo lahko marsikaj rešili. Ne? Pred 10 minutami, preden sem šel na malico, me je klicala klinična psihologinja, da me prosi, če še vem, zaradi katerega otroka sem pri njej bil, da bi ga ona prej poklicala, pa smo ga našla takoj. Ne? To vidite, to je to. Tisto, kar je resno, pošljem zelo hitro, daj mi hitro obdelaj, pa mi daj sporočilo nazaj, da vem, kako delam. Danes je bila mama, pri kateri se otroci jočejo in ne želijo iti k drugemu staršu, ki ima pravico do stika s svojima otrokoma. In otroka trpita muke in muke zaradi tega, ker ne želita tam iti tja, zato ker so tam določeni problemi. In zato jaz rabim nujno, zdaj v tem trenutku, obravnavo pri kliničnem psihologu, pri pedopsihiatru, ki naj izdelata svoje mnenje, zato da bo lahko sodišče izdelalo eno verodostojno mnenje, ki ga seveda oba starša morata upoštevati. Vidite, pa preidemo iz enih težav v druge in še to je brez sodelovanja z temi ambulantami, s temi strokami, ki so tukaj ob meni, ne morem jaz sam nič. Nič kaj dosti narediti. Jaz lahko poljubno po svojem občutku nekaj svetujem, ampak to ni na strokovni bazi. Zato je to, mora to urejevati drugi.
Torej, katere spremembe potem opažate pri otrocih in mladostnikih v zadnjih letih glede njihovega življenjskega sloga? Ja, no, to je pa kar eno široko področje. Moram reči tako, večina otrok, tako bomo rekli, je pri toplih starših, ki razumno, po kmečki pameti delajo s svojim otrokom in to je tisto, kar je zaželeno. In neko pride sem, ne dovolim, da to naredite, ne dovolim, da ga ne pošljete tja, pošljite ga tja. To je malo težko poslušati, ne? Zato, ker sem neki strokovni delavec, ki ima nekaj izkušnje in ve, kako postopno reševati zadeve in kako jih pravilno usmerjati. Res bistveno več je teh otrok, ki imajo določene psihične težave v šoli, že v vrtcu, zaradi določenih obolenj, ki so danes nova. Lahko povem, da pred 20 leti, ko sem prišel v zdravstveni dom Ormož, sem opazil prve otroke, ki so bili avtistični. Avtizem je relativno nova bolezen. Res, da smo nekoč v leti nazaj jih mogoče klasificirali čisto nekje drugje kot zdaj tukaj. Zdaj so vsi ti otroci med normalno populacijo in ta normalna populacija jih mora sprejeti v svoje kolektive, to že v vrtcu in potem v šoli še naprej. Tisti, ki lahko grejo tja, tisti, ki pa niso, so pač usmerjeni drugam. Ampak večino teh otrok se da usmeriti in jih tudi voditi lepo v vrtcu in v šoli z dodatno strokovno pomočjo. Čeprav ob vpisu novincev v šolo, v prvi razred, jaz sem zadolžen tukaj za Gornjo Radgono, moram povedati, da teh otrok je relativno malo, 1, 2 na leto, ampak te otroke potem jim preložimo 1 leto za vstop v šolo, so na intenzivni terapiji na Centru za duševno zdravje otrok, kjer so pri logopedu, defektologu in vsi ti ga usmerjajo in vodijo tam, kjer gre, tam, kjer ne gre, pač ni izhoda. To je ena skupina otrok. Drugi so ti, ki so izrazito hiperkinetični. Tale hiperkinetičnost je problem, zadeva, ki izzveni tam nekje po prvi triadi v šoli, tam nekje v drugi triadi se čisto umirijo, ampak je tole prehodno obdobje potrebno z sodelovanjem z šolo, z službami, ki se z otrokom ukvarjajo, nekako preiti. Drugače pa redki so pa primerki, ko pa je, bom rekel, katastrofa doma v družini. Tam pa ne moramo pričakovati takšnega uspeha, ker je potrebno, da cela družina deluje, tudi teh otrok je kar nekaj. Ali eden od staršev ne sodeluje, ali drugi ne sodeluje. Da bi bilo že kako zlorabo otrok, pa moram reči, da v tem času še nisem doživel, kar sem tukaj, pa sem zdaj že dobri 2 leti tukaj, čeprav vemo, da je to dostikrat skrito, da otroci pokažejo svojo zadrego in svoj strah s somatiko. Se pravi, boli ga trebušček, boli ga glava in potem se mi usmerimo v tisto, ne moremo dokazati vzroka in potem zmeraj bolj prihaja na dan in starši so zmeraj bolj pripravljeni povedati, za kako stanje gre doma. To je pa zelo hudo, nimamo kaj dosti uspeha tukaj, dokler sodišča ne razrešijo situacijo. Torej, opažate mogoče kakšno povezavo med nezdravim življenjskim slogom in pa težavami z duševnim zdravjem? Definitivno je. Ne? Današnji način življenja otrok je bistveno drugačen, kot je bilo nekoč. In moram reči, da takrat nekoč tudi vseh teh težav ni bilo. Še
vi, ki ste dosti mlajši od mene, veste, da v času počitnic gremo ven, pa smo cel dan blizu zone, pa smo prišli domov samo jesti, pa smo šli naprej. Tega danes se ni. Danes bi vsi bili doma, vsi bi se igrali na nekih iluzornih predstavah sveta, igre in poslušajte, razumeti takega otroka, ki ne živi v realnosti, živi v irealnem svetu teh igric in vsega tega in se njemu zdi to čisto normalno, da svojega v vrtcu in v šoli svojega kolega vdari ne vem s čez ali ga pa sune ne vem kam. Prosim, to je kopija tega, kar vidi tam. Ne? In zato izhajajo potem številne težave, ki jih imamo. Tako da, poglejte, to se z leti spreminja. Mi se moramo adaptirati, mi moramo svoj način dela prilagajati vsemu temu in to je potreba. In zato, da vse to izpeljemo in ustrezno, kvalitetno izpeljemo, pa mora biti definitivno in 100% sodelovanje tu pri nas. To je primarna vstopna točka. Mi moramo vsi enako govoriti, z variantami sem pa tja, namreč, da smo usmerjeni vsi v to. Ne? Za reševanje teh zadev, to pa manjka tu v Gornji Radgoni. Zato sem pa žalosten in zato sem to tudi že večkrat povedal, da imamo zelo dosti stvari, ki bi jih še lahko delali, ki jih imamo na razpolago v ustanovi, pa jih ne izkoristimo. Ne? To je pa zdaj stvar vodstva, da pridobiva programe, da mi lahko te zadeve v hiši izvajamo, da lahko v hiši nameščamo določen kader, zato ker to je čisto drugače, kot da jaz moram nekoga pošiljati v Mursko Soboto, v Maribor, na Ptuj, kamorkoli. Ne? Ker je ta služba urejena. Zato, ker patologija je nova, patologija je drugačna, kot je bila nekoč in mi se moramo temu prilagajati. Tudi kako potem lahko starši v bistvu prepoznajo to določeno otrokovo vedenje in kako potem jim pomagati, kako jim svetovati, da... No, zanimivo, ja, to starši mnogokrat ne prepoznajo. Pač govorijo, da njihov otrok takšen je, ko pa jaz vidim, da tu že ropota zunaj v čakalnici, čeprav v čakalnici pri meni čaka 1, 2, ker so naročeni na minute in morajo prihajati, iz tega razloga, da ni to copy-paste v čakalnici. Če en kriči, kriči še drug ali pa kriči cela čakalnica. In prvo je to, drugo je to, da mi starši povedo za težave. Največkrat za težave, ki jih imajo, naprimer hiperkinetičnost, se pravi to otroci, ki so neprestano v gibanju, ki neprestano ropotajo in tako dalje, dobimo signal iz vrtca oziroma iz šole. Sem vabljen na center za socialno delo za določene otroke, pri katerih zvem, da otrok praktično nikoli ni v šoli, da zmeraj doma. Kak je doma? Starši piše opravičila. Ne sme. Ko bo otrok bolan, bom jaz napisal opravičilo, vi ga doma ne smete pisati. Če kaj narobe, pridite v ambulanto. Ne pa, če otrok zjutraj reče, da mu ni za šolo, pa mu napišeš opravičilo. Ne? To je naprimer to. V vrtcu teh težav še ni, ker tam le ni tako strogo. Ampak spet smo tukaj. Sodelovanje vseh plati mora biti. Zlasti pa tukaj v naši delovni organizaciji. Tu pa brez tega ne gre. In imam občutek zdaj, da se nakazuje novo sodelovanje z novim strokovnim vodjem. Se bodo stvari uredile. Bodo se, ker ne smemo reči, da se ne bodo. Čeprav so nekateri proti. Torej, gospod doktor, kaj menite, kako bi mi kot družba, kaj bi morali narediti, da bi prekinuli ta začaran krog, ne? Da bi se otroci potem začeli bolj aktivno gibati, da bi se pogovarjali med sabo bolj, da bi se pogosteje tudi aktivno gibali? Poglejte, prvič začnem tu v čakalnici. Pobral bi telefone, pa jih vrnejo čez 14 dni in pošljem domov. To je prva. Vidi se, da se vsak ukvarja s tem. To te res zasvoji. Sem vam povedal,
čakam telefonski poziv, zato ga imam tu, drugače ga v ambulanti nimam. To je telefon, na katerega se ne oglašam, zato ker so sestre, ki mi sporočajo, kaj je. To je prvič. Starši se ne ukvarjajo z otrokom. 1, 2, 3, kdorkoli. Naj grejo z njim na sprehode. Naj se z njimi fizično ukvarjajo. Igranje, izleti. To je dovolj 1 ura na dan, brez vseh aparatov. Gremo, se bomo igrali, smejali, pogovarjali. Potem pa otroka vključiti v vse izvenšolske dejavnosti, ker je možno, ker je to sposobnost. Ne? Vidim tukaj v ambulanti, da se nekateri ukvarjajo z intenzivno fizično aktivnostjo. Danes je bil en, ki ima ene posledice pod kolenom, zaradi tega, ker v nedogled trenira nogomet in ima ene posledice tega. Terapija je počitek, 2-3 tedne, pa bomo pa videli. Ne? Drugič je to, da otroci, ki imajo prekomerno telesno težo, jim dam jaz navodila, zmanjšati vnos kalorij, povečati fizično aktivnost, na Centru za krepitev zdravja mu pa izračunajo, koliko, kaj in kako, če so seveda starši za. In kar pa je družba zdaj tukaj, je pa takole, ne? Mi družbe in njene smeri ne moramo ustaviti. To je definitivno. Lahko pa postavimo ena stroga pravila, ki se jih držijo. In tukaj se z vodjem ravnateljev Slovenije definitivno strinjam. To je en članek, ki je šel, jaz sem tole profesorico poslušal, v njihovi šoli so sklicali sestanek, povedali, to in to ima take in take posledice, v šoli ne dovolimo uporabe teh sredstev in so se starši strinjali, podpisali in sedaj imamo moč, da to prepovemo. Ja. Ko pridem jaz v čakalnico, vsakega pacienta posebej jaz pokličem, ne sestra, grem ven in zmeraj rečem, pogasite telefone, pospravite jih, spodaj je znak, da tega ne smete uporabljati. Ne? Vsi bi morali delati enozvočno. Vsi enako, če hočemo imeti neke rezultate. Ne pa, da en dedek pa babica ne dovolita oziroma dovolita minimum, druga pa prosto po Prešernu, jaz rečem, da lahko uporablja kadarkoli, seveda potem otroci ne bodo prišli k prvemu, ampak bodo šli k drugemu, zato ker je to že ena prava patologija. Imaš drugočene otroke, ko jim vzameš to, postanejo agresivni in so se pripravljeni stepsti z starši. Že to je bilo. To je v moji karieri, jih je že bilo kar dost. Ne? In tu pa mora zdaj družba postaviti svoje zahteve, neke poti, kako to speljati. Kaj menite, bi mogoče lahko potem tudi bi bilo smiselno izvajati kakšne podobne projekte, kot je ta Keep Young and Fit? Je. Vse, karkoli se v tej smeri uvaja, je dobrodošlo. Je dobrodošlo, dajte delati na tem, dajte pridobiti. Mi si tu prizadevamo maksimalno, koliko gre, po strokovni plati. Potem so pa seveda ti otroci prepuščeni družbi. Tam staršem in družbi, v kateri živijo. Kakva je ta družba, pa vidite. Vidite, pokvarjena do temeljev. Od najvišjih vodij pa do zadnjih kmetov. Vsi slejko prej skrenejo nekam. Meni je to zelo žal, jaz sem pa v svoji naravi čisto drugačen človek in to težko dojemam. Naprimer, jaz težko dojemam, da moram zdaj biti tu, ker rade volje to delam, ko vidim, da je možnost lepše in boljše speljati z stalnimi delavci tukaj, da služba teče tako, kot je treba. To sem moral povedati, zato ker to ni tako tu in bi si jaz zelo želel v to oditi, ker sem že marsikje bil, ker so bile podobne situacije, pa smo vse razrešili. Res, vse razrešili. Pa sem, bom rekel, iz svojih
energetskih virov zadnje atome dal za to, ampak je steklo. Vse je možno, če smo mi za. In tudi ta sodobni svet preusmeriti tako, da se bodo naši otroci pravilno sodobnemu času prilagojeno razvijali. To je naš cilj. In tu je vaša naloga tudi. Doktor Kolarič, kaj bi na koncu kot pediater svetovali staršem, torej, ki želijo otroku zagotoviti zdrav življenjski slog? Prvo je to, da morajo najprej starši živeti zdrav življenjski slog in to naučiti tudi otroka. Neprestano pehanje za dobrinami ne prinese plusa. To je samo minus, ker otroci se ga ne vzamejo. Tisti, ki so zelo uspešni, imajo potem občutek nekega višjega nivoja kot tisti čist preprosti. Čeprav, ko pridejo k meni, so izenačeni, ne glede na to, odkot je, kakšna je narodnosti, kdo je, mi je čisto vseeno. Starši vzgajajo otroka s svojim zgledom in tukaj je, vidim jaz, največji problem, zato ker nimajo najboljšega vzora pri marsikom. Dajte otroke spoditi iz hiš ven, ne so zunaj. To je potem neki plus. Zdravnik, pediater, dr. Dušan Kolarič, hvala vam za ta prijeten in koristen pogovor. Hvala. Gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste spremljali oddajo Keep Young and Fit. Lep pozdrav!